Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana. Nemški filozof, politolog in sociolog Jürgen Habermas, rojen leta 1929, že več desetletij velja za enega osrednjih družbenih analitikov. Njegove misli nas napeljujejo, da ponovno premislimo, kako komuniciramo, kako sodelujemo v javnih razpravah in kako lahko krepimo demokratične institucije skozi dialog in medsebojno razumevanje. Habermas, ki velja tudi za enega najvplivnejših mislecev našega časa, izhaja iz kritične teorije frankfurtske šole. Med drugim je bil Adornov asistent, a si je skozi leta ustvaril lastno mišljenjsko pot. Še danes je najbolj znan po razmišljanjih o javni sferi. Njegova misel pa je odmevala tudi pri nas, saj so bila prevedena nekatera njegova glavna dela. Z njimi se je med drugim ukvarjal profesor dr. Božidar Debenjak, ki je prevedel njegovo delo Med naturalizmom in religijo. S profesorjem Debenjakom letos maja je dopolnil 90 let, v oddaji Ars humana predstavljamo Habermasovo misel. Pogovor z njim je nastal leta 2008 ob izidu omenjene knjige. Oddajo sem pripravil Gregor Podlogar. Vabljeni v našo družbo. Morda za začetek tega pogovora vprašanje, dr. Božidar Debenjak, kdo je Jürgen Habermas? Zdi se namreč, da je po smrti Jacquesa Derridaja in Richarda Rortyja postal eno prvih peres v sodobni filozofiji. Če bi hoteli locirati Habermasa v duhovno tradicijo, je treba najprej povedati, da je to pripadnik tako imenovane srednje generacije frankfurtske šole. V starejši generaciji frankfurtske šole so bili, kot je znano, Horkheimer, Adorno in Marcuse. V mlajši generaciji, tretji generaciji so Knecht, Offe, potem Albrecht Welmer pa Alfred Schmidt. Tako nekako na sredini, srednja generacija je glavni predstavnik, odločilni predstavnik je pa Jürgen Habermas. Jürgen Habermas je v razvoju frankfurtske šole bil tisti, ko sta Adorno in Horkheimer nekako izgubila vero v to, da se res da v družbi spremeniti, doseči neko novo družbeno prakso, da se da pač nekdanjo kritično teorijo nadaljevati res v smislu družbene kritike in spreminjanja, sklenil, da pač poišče novo podlago za to in je potem to napravil preko svoje te teorije komunikativnega ravnanja. In sicer je to njegovo delo iz 70. in do vstopa v 80. leta nastajalo. Leta 1981 je izšlo to delo, s katerim pravzaprav pove, da smo vsi v jeziku, da zunaj jezika preprosto ni ničesar in da moramo skratka pri svojem ravnanju izhajati iz jezika in komunikacije, ker jezik in komunikacija, skratka, to je že primarna, od vsega začetka dana podružbenost, ne? In odtot potem razvija vso svojo to koncepcijo. Napisal je seveda eno množico del, njegova bibliografija je izredno obsežna, potem predaval je na celi vrsti univerz, ne samo v Nemčiji, ampak tudi v Ameriki in Kanadi. Tako da ne samo, da je ugleden in vpliven, ampak seveda je predvsem odličen filozof. No, v delu Med naturalizmom in religijo načenja eno pomembnih vprašanj filozofije sploh. To je odnos osebnega oziroma neke življenjske zgodbe in splošnega oziroma območje, če smem tako reči, občih resnic. Kako pravzaprav Habermas gleda na ta odnos med osebnim in splošnim? Lejte, to je tema, pri kateri bi morali pravzaprav seči nazaj do tako imenovane filozofije svetovnih nazorov, do Diltaja in tako dalje. Ne? Skratka,
Habermas na način potrjuje tisto, kar so že takrat postavili, da v bistvu se v filozofiji izraža filozofova življenjska izkušnja, njegovo formiranje, njegova začetna tema, njegove teme, ki so ga od prvega trenutka naprej spremljale. Skratka, on odgovarja na neka vprašanja svojega življenja. To je bilo že nekako Dilthajevo stališče in Habermas ga tu potrjuje s tem, ko opisuje v tem govoru, ki ga je imel, ko so mu podelili nagrado v Kyotu, ga na poziv organizatorjev prikazuje v svojem življenju. Skratka, pripoveduje, da ga je o tem, kako je pomembna komunikacija in odvisnost od drugih in ta vloženost v socialni kontekst, kako ga je o tem prepričala ta njegova osebna izkušnja od te prirejene hibe govorilnih organov, ki je imel, za katere je moral se podvreči vrsti operacij, imel velike težave s komuniciranjem, kratka tudi ta občutljivost za problem komuniciranja. On naleti na ta veliki socialni problem skozi svojo življenjsko izkušnjo. Morda bi kdo drug, ki bi te izkušnje ne imel, na ta problem ne naletel tako hitro. On je bil pa soočen z njim od prvega trenutka. Potem pripoveduje, kako se mu je potrjevalo to, koliko je odvisno od tega jezika in od tega, ali si se sposoben sporočiti drugim. Potem dalje njegova življenjska izkušnja je izkušnja 16-letnika v nemški provinci, ki se potem nenadoma v nekem trenutku pa sooči s razpadom tisočletnega rajha. Skratka, okolje je vendar bilo okolje nacistične Nemčije, v katerem je rastel, in zdaj se mu odprejo oči v najbolj teh občutljivih letih, ko sam, glede na to starost, absolutno nima nobene soodgovornosti za tisto, kar se je v Tretjem rajhu dogajalo. Ima pa seveda senzibilnost za vso kritiko, ki je tu izrečena. In tu je soočen z izkušnjami demokracije, ki jo prinesejo zasedbene armade v Nemčijo. Skratka, in zdaj to zasedbo on razume jasno od prvega trenutka naprej kot osvoboditev. Njegovo odvrnitev od Heideggera, ki je bil takrat še vedno izredno vpliven, tudi kasneje izredno vpliven, njegova odvrnitev od Heideggera se zgodi ob tem, ko Heidegger izda enega od svojih tekstov, v katerem se vidi, da se ni v zadostni meri odvrnil od lastne upetosti v življenje Tretjega rajha. Te izkušnje, skratka, ena za drugo mu prinesejo njegov filozofski nazor, potem seveda tudi izkušnja nemške restauracije v času Adenauerja, ko se problemi pometajo pod preprogo, ko se o določenih stvarih ne govori, ko je javnost na način zatrta, zato tudi problem javnosti pri njem postane en od velikih centralnih problemov. No, Habermas se sicer naslanja na mnoge filozofe iz evropske tradicije, pa tudi na pragmatizem, ki pa na stari celini nima posebno bogate tradicije. Zakaj pravzaprav Habermas vpleta pragmatizem v svoje razmišljanje? Ja, gledajte, Habermas je imel zelo veliko kontaktov v Ameriki. In nekar v kontakti z ameriškimi kolegi, pa seveda tudi kontakt z Applom, recimo, so ga pripravili do tega, da se je začel o vseh vprašanjih se pogovarjati skratka z ljudmi, ki niso izhajali iz iste duhovne tradicije. Skratka, pa vendarle so govorili o istih vprašanjih, skratka, ta vprašanja so bila tematizirana iz drugih filozofskih izhodišč. Habermas seveda zagrabi bika za roge, se pogovarja o tem in seveda mora videti, po kateri argumentativni poti prihajajo njegovi sogovorniki do teh problemov, ki so pač kot problemi seveda skupni, ker so neki splošno človeški problemi, splošno socialni problemi. In to je tisto, in zato seveda je odprt za ta dialog, ne da bi pri tem odstopil vendarle od stališča, na katerem je formiran.
če se povrnemo nekoliko nazaj k sami Habermasovi misli, kakšno vlogo ima recimo javni prostor, s tem pojmom se je pravzaprav ukvarjal vse svoje življenje. Njegovo habilitacijsko delo se je ukvarjalo s spremembo strukture javnosti. In javnost je zanj, rekel, centralno vprašanje slehernega demokratičnega procesa. V bistvu je to tista tradicija, ki jo recimo v evropski levici izrazito že predstavlja že Rosa Luxemburg, ko je bolševikom povedala, da s tem, kako so se obnašali do javnosti v ruski revoluciji, ne bodo prišli nikamor, oziroma peljajo celo stvar na neko hudo stran pot. Torej, to vprašanje javnosti. Javnost je to, da lahko vendar se stvari predočijo, diskutirajo, da se argumenti slišijo, da pridejo različna stališča do besede, da se nič ne zatre kar vnaprej, ampak da se vendar lahko se stvari pretresejo, da se tudi protiargumenti slišijo. To je javnost. Zato je recimo tista točka, ki je naprimer vplivala v času študentskega gibanja izredno mnogo od teh Habermasovih tez, je bila opredelitev izsušena javnost, die ausgetrocknete Öffentlichkeit. Skratka, javnost, ki se je posušila, ki nima soka v sebi, zato ker se o določenih stvarih ne more in ne sme govoriti. In pravica do razprave, pravica do tega, da vem, da oblikujem svojo vednost, je tista centralna, nujna pravica, ki jo hoče tu Habermas vendarle ven potegniti, izkopati, postaviti v prvi plan in vedeti, da to je centralna točka vsakega demokratičnega procesa. Še en pomemben element njegove misli pa je gotovo komunikacija, s katero se ukvarjal v mnogih delih. Tu gre za to, da v komunikaciji mi živimo to svoje skupno življenje. Skratka, jezik je tisti, ki nam je skupen. V jeziku nastopamo, tako kot v knjigi ne vem kolikokrat pripoveduje, kot udeleženci, in kot udeleženci uporabljamo prvo, drugo in tretjo osebo, pravi. Ne? Prav v nasprotju s tem seveda je tisto, kar hoče naturalizem, v tem bomo najbrž še kakšno besedo rekli, ki mu je glavna stvar pozicija opazovalca. Ne? V socialnih procesih smo pa mi udeleženci in zato seveda je v komunikaciji treba videti, skratka ugotoviš, na kakšen način si udeležen, ker neutralnega stališča udeleženca ni. Udeleženc je vedno angažiran v procesu, samo mora to svojo angažiranost videti, ugotoviti, analizirati, reflektirati. Kakšno je Habermasovo videnje Evrope danes? Kakšna je njegova funkcija in vpliv, dr. Debenjak? Dajmo najprej se spomniti, da se prvič sodelovanje z Derridajem se je vzpostavilo po 11. septembru. Na 11. september sta oba dva reagirala na to, kar je 11. september sicer v celem svetu prinesel, omejevanje pravice do razprave in cel kup teh stranskih učinkov, teh kolateralnih škod, ki jih je imel ta boj proti terorizmu. Evropo seveda pa vidi Habermas kot neki način naddržavnega, vendar meddržavnega povezovanja, nekega vzpostavljanja sistema, ki je izredno pomemben. Če pogledamo, nacionalni državi je korespondirala nacionalna ekonomija. Se pravi, ekonomija je ravnala na svoj način, država je s svojimi zakoni zagotavljala trajnostni razvoj. Nakar imamo globalizacijo. Ni več nobenega kontrolnega mehanizma, ki bi stal nasproti ekonomiji. Ekonomija gre preko vseh državnih meja in potrebuje vendarle nekega sogovornika, nekoga, ki zagotavlja trajnostni razvoj, da preprosto cela stvar ne bo šla čez rob. In tu seveda je Evropska unija izredno pomembna točka.
Evropska unija je prva, ki pravzaprav v temle prostoru vendarle za skoraj 0,5 milijarde ljudi zagotavlja neka pravila, postavlja mejo monopolom in tako dalje. Hkrati s tem zagotavlja neki univerzalni nivo, recimo, državljanskih in človekovih pravic s svojimi predpisi. V tem je izredno pomembna. Seveda ni edina pomembna, prav tako so pomembni seveda Združeni narodi, kaj se bo z njimi zgodilo. Zato Habermas zelo veliko govori o tem, kako naj se preobrazi Organizacija Združenih narodov. Pričemer tako pri evropski, kot pri tej drugi integraciji je nevralgična točka ta, na kakšen način to vse skupaj nastaja. Celo Evropska unija ne more postati, ni bilo dano, da bi postala v Kantovem smislu neka republika, svetovne republike, ki bi bila kot ozadje Združenih narodov, pa seveda sploh ni. Tu obstojijo vendarle nacionalne države in tisto, kar se imenuje mednarodno pravo, nastaja ne v procesu demokratičnega odločanja, temveč z dogovarjanjem različnih ekspertov. In to je tista nevralgična točka. Se pravi, tu je treba najti zdaj pot do demokratične kontrole, ker samo z demokratično kontrolo potem ljudje postanejo državljani tega, skratka, in občani neke take skupnosti, ki svoje interese vidijo realizirane v institucijah tega. Se pravi, skratka, debata nikoli ne more biti o tem, ali je potrebna evropska integracija. Je potrebna. Nujna je. Samo ta nujna evropska integracija hkrati s tem tudi ukrepi to državljansko, če hočemo, tega suverenega državljana Evrope. In to proces, ki naj se zgodi tudi v zavesti vsakega posameznika. To je osnovna ideja tega. Ne more se stvar prepustiti uradnikom, ki pridejo potem in tam sprejemajo medsebojne kompromise. To je osnovni ugovor pri eni in pri drugi integraciji. Tudi pri Združenih narodih. Pomembne so te stvari, da bi smele biti zgolj prepuščene uradnikom. V zadnjih nekaj letih se je govorilo o Evropi kot o filozofskem problemu, naprimer kakšen je njen duhovni temelj, pomen religije in tako dalje. No, prav s tem zadnjim se je veliko ukvarjal tudi Habermas. Kako pravzaprav Habermas pozicionira religijo? Habermas pravi, mi živimo sicer v nekem svetu, ki se je sekulariziral, ampak religija ostaja naprej. Ideje, ki so včasih obstajale, da bo religija preprosto izginila, te ideje so zastarele, skratka niso zdržale preizkusa časa. Ergo religija tu je. Problem je v tem, recimo, da je treba najti skupni jezik, oziroma najti sposobnost se pogovarjati med sekularnimi in religioznimi občani. Da je to je tisto poglavitno vprašanje. Pričemer seveda Jürgen Habermas zase seveda pravi, da se šteje za religiozno amuzičnega, kot pravi. Skratka govori sekularni, religiozno amuzični občan, ki pa vendarle hoče biti v dialogu z religioznimi občani, skratka videti, katera so skupna vprašanja, na kakšen način se ta vprašanja dajo reševati. Kakšni so ugovori, ki so tudi, če hočemo religiozno, v religioznem jeziku povedani, kako je mogoče v jezik, tisti jezik sekularne države, ki ga mora seveda sprejeti tudi vsaka cerkvena organizacija,
Ne? Kako je v tem jeziku mogoče diskutirati tudi o tistih vprašanjih, ki jih religiozni občani postavljajo v svojem religijskem jeziku. Ne? Se pravi, treba je najti tudi prevod iz religijskega jezika v jezik, ki je, tako bi rekel, komunikacijski jezik države, to je pa sekularni jezik. Ne? Država se absolutno ne more podrediti temu, da bi vzela religijski jezik za svoj jezik in da bi skratka usiljevala katerokoli religijsko rešitev drugim. Država je sekularna država in samo ta sekularnost države potrebuje vendarle to korekcijo, da je v nekem postsekularnem stanju vendarle religija obstaja naprej in nihče ne pričakuje, da bo ugasnila, umrla ali karkoli podobnega. Zdaj seveda vprašanje religije to. Religije so nagnjene v sebi tudi k temu, vsaka ima tudi kakšno vejo, kakšno opcijo, kakšen odmik, odklon, recimo neko odklonsko skupino, ki je fundamentalistična, skratka, s katero se preprosto sploh ne da pogovarjati. In to je tisti velik problem. Recimo, to je tisto, o čemer je bilo treba začeti zelo premišljati, tudi tistem, kot pravi Habermas v nekih svojih drugih delih, popolnoma unitarnem dogodku, kot je bil 11. september. Ne? Tam je šlo za dejanje, ki je pretreslo vse skupaj in je bilo, ker je dejanje iz nekega, v tem primeru islamskega fundamentalizma izvršeno. Ampak fundamentalizma je polna Amerika. Skratka, vsi ti prerojeni kristjani, reborn Christians, ne, in tako naprej in tako dalje. Vsi ti, ki so šli v Irak in tam kopali jarke, v katerih so na novo krščevali ljudi in tako naprej in tako dalje. Ne. Vse to je nekaj, kar realno stoji na sceni in čemu je treba biti kos. Ampak temu se da biti kos med drugim v dialogu z racionalnimi predstavniki religije, ne s temi fanatiki in tako naprej. S fanatikom se ne da nič dopovedati. Ampak z debato o tem, kaj so pa tista vendarle vprašanja, ki jih je treba rešiti, ki morda tudi, ko bi rekel, jih fanatiki jemljajo za svoje domnevno upravičilo, ampak so pa morda v neki obliki vprašanja, ki jih je treba reševati. Ne? To je to vprašanje. Ne? In zdaj vedno je seveda problem pri religiji, to pravi Habermas, obe strani imata težave, morata kakšno stvar požreti. Ne more religiozna stran recimo zahtevati, da se absolutno sprejmejo njena stališča. Recimo v sekularni državi omenja recimo primer, s katerim imajo recimo lahko katoličan probleme, recimo to je diskusija o splavu. Država ne more o splavu odločati po željah ene verske skupine. To se pravi, tu je treba najti modus za racionalno razpravo o tem. Ne? Jaz mislim, tudi, če dodam kot komentar, skratka, ta razprava gotovo govori o tem, da nihče ne bo proslavljal splava, ne? Ampak vsakdo bo v splavu videl manjše zlo od tistega zla, ki ga odpravlja. Ne? Pa ne bo to etično zlo, recimo posilstvo, pa ne bo to medicinsko zlo, ogroženo zdravje in življenje matere in plodu, recimo, ali pa enega od obeh, ali pa neka socialna stiska. Ne? Skratka, to so stvari, o katerih se treba pogovarjati. To je vprašanje dialoga, ampak pri tem seveda se neko priznanje prioritete sekularne države normalno pričakuje od religije, verske strani.
Na drugi strani pa seveda to, da vera ima svoja včasih tudi kar in verniki vprašanja, ki se zdijo sekularnim občanom tečna, je treba tudi sprejeti. Ne? In je tudi treba sprejeti to, da nisi vseveden in nisi vse pameti tega sveta že s svojo sekularnostjo sprejel. Ne? Tako da tu obe strani, ko bi rekel na način, v tem dialogu morata nekaj vzeti nase, nekaj samopremagovanja, ampak na drugi strani seveda pa je ta dialog nujno potreben in sožitje. No, ko govorimo o Habermasu in religiji, velja omeniti razvpiti disput, ki je potekal leta 2004 med Habermasom in papežem Benediktom XVI, torej na eni strani razsvetljeni filozof, na drugi strani najvišja cerkvena avtoriteta. Kakšna so bila ta vprašanja in kako je to potekalo? Debata je bila, ko je bil Ratzinger še kardinal, vodil pa seveda najvplivnejšo cerkveno institucijo. Dogajalo se je to pred Bavarsko akademijo. Vprašanje, ki je zastavljeno, je naslednje, centralno vprašanje. Ali se lahko demokracija, takrat, kadar je prišlo do hudih deviacij, recimo v življenju, regenerira sama iz sebe v ključnih etičnih vprašanjih, ali zato potrebuje neko drugo podlago, naprimer religiozno. Vzemimo tole kot primer, naprimer neko ekstremno potrošništvo. Ali je tu recimo, ali pa kakšne druge stvari, še hujše, neki popolni egoizem in brezobzirnost in tako naprej. Ali se lahko družba regenerira sama, skratka, ali lahko demokracija najde potem pot k primerni zakonodaji sama ali potrebuje za to neko religiozno podlago. Jasno je, da tu je stališče, ki ga zastopa teolog, da je treba poiskati, da se treba ponovno zavedati tega, da je krščanska tradicija in tako naprej in tako dalje, tista moralni vrelec. Habermas pa odgovarja nasprotno, da vendarle ob vsem spoštovanju teh etičnih elementov, ki jih krščanstvo vsebuje, ali pa katerakoli od teh abrahamitskih religij, ne, pa ali pa tudi še kakšna druga, da je vendarle centralno vprašanje možno rešiti vendarle znotraj demokratičnega procesa samega. Ne. To je bila centrala. Problem krščanstva, skratka, Ratzinger večkrat zahteval, da se Evropa sklicuje na svojo krščansko tradicijo. Problem krščanstva je tu seveda hudo odprt in dobro je seveda prebrati tudi Ratzingerjevega nekdanjega kolega Künga, ki govori o tem, kaj se je s krščanstvom v njegovih številnih paradigmah zgodilo. Ne? In tista paradigma, iz katere je zrasla rimska cerkev, je tretja od teh paradigm, ki jih navaja po prvi, ki je apokaliptična, drugi, ki je helenistična in potem gre v pravoslavje, to je tretja. Četrta je bila protestantizem in tako dalje. Ne? Skratka, kakšno naj bi bilo krščanstvo, seveda je tudi vprašanje, ki bi ga bilo dobro postaviti tudi skozi Künga. Ne? Tako da preprosto pavšalna zahteva priznajmo krščanske korenine pa ne pomaga kaj dosti. Samo Ratzingerju gre za to, da bi se na ta način, recimo skozi tak način razmišljanja o Bibliji prišlo do pravih vprašanj. Zato seveda je teolog prav tako za Habermasa sogovornik. Skratka, dve špici, recimo misli,
sta se tu srečali v pogovoru. Nista se strinjali, ne, ampak sta izmenjali svoja stališča in se videli, kje se stališča eventualno tudi stikajo. Duhovno situacijo dobe Jürgen Habermas v knjigi Med naturalizmom in religijo označi z dvema poloma, s širjenjem naturalističnih podob in z rastočim političnim vplivom verskih ortodoksij. Kakšen je ta naturalizem, o katerem govori Habermas? Kako se širi, dr. Debenjak? V zadnjem času so se začele širiti mnoge koncepcije, za katere smo mislili dolgo časa, da pripadajo že 19. stoletju. Namreč neko prepričanje, da je mogoče vse socialne procese in vse duhovne procese preprosto raztolmačiti z njihovo naravno podlago. Ker se naše mišljenje dogaja v možganih, je seveda naturalizem naivno prepričan, da lahko s tem, da bo spremljal možganske procese, pa da bo ugotavljal, kaj se dogaja, skratka lahko razpravljal celo o svobodi volje in podobnih zadevščinah, skratka na način, ki je filozofiji antikviran že od 19. stoletja zagotovo. Skratka, v začetku 19. stoletja je filozofija že povedala, da tako pač ne gre. Zdaj pa, glede na to, da se je ta neurofiziologija, so se ta raziskovanja možganov z vsemi mogočimi metodami še in še razširila, skratka se je razširila tudi vera, prav vera je treba reči temu v prepričanju naravoslovcev, da je mogoče s tem pojasniti socialne procese. Naravoslovcem najprej Habermas odgovarja že s to svojo koncepcijo komunikacije. Ne zamerite, vi govorite o fizioloških procesih v možganih posameznika, vendar se tisto, kar se dogaja kot mišljenje z jezikom in vse skupaj se dogaja na podlagi komunikacije, ker še nikoli ni noben sam od sebe začel govoriti. Govor je vedno in izmenjava misli in formuliranje misli in artikuliranje misli in tako naprej in tako dalje, vse to je socialno dano in ne kar preprosto po naravi dano. Se pravi, če vi ne upoštevate societete, dragi naravoslovci, potem seveda pri tem naredite prvo napako. Druga napaka, ki jo napravite, je ta, ko ste se oprijeli pozicije opazovalca. Z pozicije opazovalca se vidijo mnoge stvari, ampak vi pozabljate, da ste udeleženci procesa. In če bi upoštevali še to pozicijo udeleženca, bi se vam stvari pokazale drugače. Tako pa zdaj recimo razglašate stvari, ki so bile zdavnaj že presežene že s filozofskimi sredstvi. Pa vi to nenadoma na podlagi naivnega sprejemanja naravoslovnih rezultatov ponovno prodajate. Nihče nima nič proti, nasprotno, zelo zaželeno je, da se ve vse, kar se da vedeti o možganskih procesih, fiziologiji možganov in tako naprej in tako dalje. Ampak vsa ta vednost ne more dati pa odgovora na tisto ključno vprašanje, ki je vezano pa na komunikacijo, na komunikacijsko raven. In svobode volje ne boste pospravili sveta s tem, da boste absolutni determinizem procesov delali, ker na koncu gre tudi za neke procese procesov. To je tisto, kar Habermas pripoveduje tem naravoslovcem v njihovi veliki samozavesti. Skratka, danes je stvar taka, tisto, s čimer se srečamo, to na eni strani napad na naravoslovje od fundamentalizma, pridejo
te prerojeni kristjani in rečejo, oprostite, Darwin, to je samo ena taka čudna hipoteza, na katero mi nič ne damo. Treba je ali čisto idejo stvarjenja sveta v 7 dneh, ali pa je treba namesto tega dati recimo na drug način božje stvarjenje noter pripeljati. Ne? Na ta način, skratka, da greš in da zapiraš usta naravoslovju in mu predpisuješ, kako do česa mora priti in kaj mora trditi, na ta način se ne da živeti. Na to potem reagira naravoslovje s tem, da trdi, mi lahko se to napravimo, kje imate vi vašo svobodo volje, vi govorite o religiji, o svobodi volje. Kakšna svoboda volje? Ne? Mi lahko to vse speljemo na možganske procese. Samo, ko rekel, iz tega spora se je treba skopati na ta način, da se pove, obe strani imata neprav v bistveni točki. Ne? Ona, ki hoče podariti specifiko človeka na ta način, da se bo šla religiozni fundamentalizem in predpisovala, kaj naj bo res v naravnih procesih, zagotovo nima prav. Ampak ta tudi nima prav. Ne? To sta dve redukciji, s katerima se ne da in ne more živeti. No, za konec tega pogovora, dr. Debenjak, še vprašanje o viziji in Habermasu. Čisto na koncu knjige Med naturalizmom in religijo se sprašuje po politični ustavi za pluralistično svetovno družbo. Kakšna naj bi bila ta svetovna družba in kaj to pomeni? Mi živimo v nekem globaliziranem svetu. Ta globalizirani svet potrebuje neka pravila, skratka, tisto delo iz filozofske tradicije, ki je Habermasa pri tem najbolj inspiriralo, kaj svet potrebuje, je že Kantova razprava o večjem miru. Torej, skratka, tu je seveda to vprašanje. Kant si je to družbo z večnim mirom, ne večnim, z zagrobnim mirom, z večnim, trajnim mirom med ljudmi, živečimi na zemlji, si je predstavljal na ta način, da vendarle obstoji nekaj, čemu se reče Svetovna republika. Na kar se je skazalo, da Svetovne republike ni in da se do nje ne da priti. Na kar je zdaj Habermasov vprašanje to, na kakšen način se pa vendarle da priti do nečesa, kar vsaj v nekem približku zadovolji to potrebo po neki skupnostni kontroli vseh ljudi nad okoliščinami svojega življenja. Da vsakdo pride do tega, da participira na tem, da lahko se čuti kot državljana sveta, kot svetovljana, hkrati s tem, seveda, da ni utopljen v neki abstraktnosti, skratka, da ostane suvereni individuum v tem svetu. In zdaj seveda gleda, ali se da in koliko se da to doseči z reformami Združenih narodov. Tu obilno govori v tem delu o komisiji, ki jo je imenoval Kofi Annan, ki je iskala te rešitve in v njenem elaboratu. In gleda res, kaj se da napraviti, in gleda, kako se tu izogniti temu, da bi interesne skupine, predvsem ekonomskega ali pa kakšnega podobnega interesa, usilile svoje rešitve kot skupne, kako bi se prišlo do tistih rešitev, ki so za sožitje, skupno življenje ljudi na tem planetu nujno potrebne. In na kakšen način seveda priti do tega, da bo tudi, ko bi rekel, če hoče tudi v smislu represije ali pa če hoče moči za obrambo pravic posameznikov
ta societeta, svetovna societeta sposobna v tej svoji politični superstrukturi. Ne? To vprašanje, recimo, ki se tu postavlja, je jasno, naprimer neko globalno kršenje človekovih pravic, ne, recimo, kjer so Združeni narodi recimo lahko prilično brezzobi. Kaj se da napraviti, da bo tudi ta stvar tudi efektivna. Ampak da se bo vsak prebivalec, vsak človek tega planeta lahko čutil državljana sveta, svetovljana v tem smislu, ne, ki je na način vendarle zastopan v teh organih. In skrajno pomembno vprašanje, katerega rešitev je seveda najbrž terja vsaj še eno človeško generacijo. Ne? Ampak treba je delati in niti za trenutek ne odnehati v iskanju odgovorov in oblikovanju odgovorov in njihovem uveljavljanju. To je bila oddaja Ars Humana, v kateri smo predstavili delo Med naturalizmom in religijo Jürgena Habermasa ter tudi njegovo misel. Oddajo, ki je bila prvič predvajana leta 2008, sem pripravil Gregor Podlogar. V njej je sodeloval prevajalec omenjenega dela in filozof profesor dr. Božidar Debenjak, ki je letos maja dopolnil 90 let. Tehnična izvedba oddaje Robert Markoč. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav. Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana.